Piran marsikoga prevzame z ozkimi ulicami, ki navdušujejo svojim stoletnim šarmom. Vabim vas na terasast vrt med hišami, na vrt, ki je bil včasih v lasti nun, kasneje pa je bil del gostinskega lokala s plesiščem in baliniščem. Lastnica dobro ve, da na vrtu najprej opazimo cvetje. Da je njen vrt videti čim bolj privlačen, spomladi posadi veliko sezonskih barvitih posodovk. Nekatere napolnijo keramične lonce, drugim poišče mesto v kamnitih posodah. Obvezne so pelargonije različnih barv, petunije, žametnice in druge znamke. Izbira po navdihu, kar ji pač pade v oči v vrtnariji, kjer nakupuje sadike. Lastnica enega od bujnih piranskih vrtov nam je odprla njegova vrata, sama pa se ni želela izpostavljati. Njene zelene terase so gotovo vredne ogleda, četudi jih sicer ni mogoče videti. Na vrtu lahko uživajo le gostje njenih apartmajev, radovednih obiskovalcev pa ne sprejemajo. Podobno kot nek drug vrt v Piranu, ki smo ga v naši oddaji videli pred tedni, je tudi vrt gospe Marine Golob obešen na strm breg, terasasto razložen. Vrt ji veliko pomeni. Lastnica rada pusti naravi svojo pot. Zato mnogi grmi niso prav natančno obrezani. Marsikaterega bi bilo dobro zmanjšati, a gospa Marina raje odreže manj kot preveč. Le bršljanu ne pusti proste poti, zato se ga loti sredi zime, že januarja. Toplo sredozemsko podnebje sicer spodbuja rast, vendar rastline ne morejo brez vode. Zalivanje na terasah tega vrta je urejeno po starem. Na vsaki terasi je urejen vodovodni priključek, poleg pa leži cev za zalivanje. Posodovke dobijo svoj odmerek vode iz zalivalke. Lastničin mož skrbi za miniaturni zelenjavni vrtiček. Na njem zraste nekaj solat in paradižnikov za domačo kuhinjo. Terase, ki danes določajo obseg in vsebino vrta, so nastale že prej, preden je gospa Marina začela čistiti zaraslo okolico. Iz obdobja prejšnjih lastnikov izvirajo mogočno kakijevo drevo, več grmov rožmarina, žajblja in lovorja. Seveda tudi vse prisotni bršljan spada med prvotne prebivalce tega vrta. Precej staro hišo sta kupila starša sedanje lastnice sredi 80. let prejšnjega stoletja. Zakonca Golob pa sta pozneje dokupila sosednjo hišo. Postopoma so uredili apartmaje, namenjene oddajanju. Pred menjavo lastništva je tu živel starejši italijanski par. V hiši je bil nekoč celo gostinski lokal. Na eni od teras je še videti ostanek balinišča, na majhnem odru pa je občasno igrala glasbena skupina za ples. Gospa Marina vrt najbolj skrbno neguje med sezono, ko ga prepušča svojim gostom. Ko pa odidejo zadnji, na njem začne uživati sama.